Lepo pozdravljeni predstavniki medijev. Zahvaljujem se vam, da ste udeležili naše zadnje letošnje videokonference. Zdaj ste že navajeni, da jo izvedemo na tak način, ker nam razmere in razglašena epidemija ne dopuščajo, da bi se srečali v živo. Na vabilo govorci danes, kot vedno je z nami poveljnik civilne zaščite regijskega štaba Zahodne Štajerske Melanšek, pa strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje, magister Franc Vindišar. Stalni gost z nami je tudi poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Celje Teodor Govnikar, GOZNIKAR. Župan občine Zreče je prvič z nami, magister Boris Podvršnik, lepo pozdravljeni. Direktorica Doma starejših Laško Janja Podkoritnik Kamenšek je tudi prvič z nami in želim dober dan. Z nami je tudi direktorica Doma upokojencev Polzela Eva Lenko in direktorica Sekura Doma starejših občanov Vojnik Breda Božnik. To so vsi naši govorci, ki vam bodo predstavili prek WeTransferja vsi mediji na svoje elektronske naslove. Zdaj pa kar dajam besedo Janiju Melanšku. Jani, izvoli, predstavil boš razmere v naši regiji. Petra, hvala za besedo. Spoštovani in spoštovani predstavniki medijev ter vsi ostali udeleženci današnje videokonference, lepo pozdravljeni. Hvala za vaš odziv. Kot ste se v tem drugem valu epidemije že navadili, vas preko takšnih videokonferenc seznanjamo o trenutnih razmerah zaradi bolezni COVID v naši regiji, ki zajema 33 občin. Letos se vidimo zadnjič in upam, da bo prihodnje leto novice bolj spodbudne in da bo priložnosti več, mogoče tudi za srečanje v živo. Bližajo se prazniki, božični prazniki, novoletno praznovanje, ki bo letos potekalo v novi realnosti. Strokovnjaki nam svetujejo, da naj tradično novoletne praznike preživimo v krogu družine in prijateljev. Vas medije pozivamo, da svoje poslušalce, gledalce in bralce posebej opozorite, da je druženje odsvetovano, saj je za zaustavitev virusa najpomembnejša fizična razdalja. Zato vas kot poveljnik civilne zaščite za Zahodno Štajersko regijo prosim, da tudi, če morda ne verjamete v obstoj te bolezni, spoštujete vse ukrepe, ki pripomorejo k zajezitvi virusa. O morebitnih svojci, znanci, prijatelji, dvakrat premislite, a ne bi bilo... Lahko samo trenutek, Jani. Gospa Eva, vi ste se oglasili zdaj na telefon in niste izklopili našega. Je to tako, da je bil tonski... Kot poveljnik civilne zaščite za Zahodno Štajersko regijo vas v obstoj te bolezni spoštujete vse ukrepe, ki pripomorejo k zajezitvi virusa. O morebitnih srečanjih svojci, znanci, prijatelji, dvakrat premislite, ali ne bi bilo morda takrat spustiti objem ali stiskati roke in pogovor opraviti na ustrezni dvometrski razdalji. Ali še bolje prek videokonference in ostalih aplikacij, ki omogočajo videoklice. Na to smo na današnjem srečanju posebej opozorili vseh 50 poveljnikov civilne zaščite občin Zahodno-Štajerske regije, da temu namenijo posebno pozornost med občani. Predvsem poveljnike in župane smo zjutraj skupaj s poveljnikom civilne zaščite Republike Slovenije Srečkom Šestanom pozvali, da v prihajajočih dneh namenijo še posebej velik poudarek ozaveščanju svojih občanov, prebivalcev k uspešnemu upoštevanju ukrepov, saj s tem veliko pripomorejo k preprečevanju nadaljnjega širjenja epidemije. Ukrepi, ki jih lahko občani sami naredijo, da prispevajo k zajezitvi širjenja virusa, so zapisani tako v državnem kot v regijskih in vseh občinskih načrtih. So higiensko umivanje
in higiensko ravnanje ob kašljanju in kihanju, razkuževanje rok in bivalnih prostorov, samoizolacija v primeru nalezljivih bolezni, s pravilnim ravnanjem z živalmi in pravilno pripravo hrane, z izogibanjem stika z bolnimi živalmi, s primerno obleko, obutvijo in uporabo ustrezne varovalne opreme in posebnih zaščitnih sredstev, s pravilnim ravnanjem z infektivnimi odpadki, s pravočasnim cepljenjem in tudi z ohranjanjem razdalje. Zelo veliko pozitivnega, saj pa tudi reklamnih vsebin in tako dalje. Prosimo, da opozorite vse državljane, lastnike in uporabnike večstanovanjskih stavb, lokalov, trgovin in drugih objektov o odgovornem ravnanju in izvajanju predpisanih zaščitnih ukrepov. Obnašati se moramo vsi, kot da je že skoraj vsak med nami prenašalec virusa, ki lahko okuži drugega. Vsak od nas mora biti odgovoren državljan. Največ bomo naredili s spoštovanjem zaščitnih ukrepov, ki jih priporočajo tako slovenski kot tuji strokovnjaki. In s tem najkrajši možni povratek v normalno življenje. Drugega recepta žal ni. V zahodnoštajerski regiji dnevno izvajajo koordinacijo s 33 občinami in službo za podporo na državnem nivoju. V 60 dneh delovanja je bilo aktivnost vključenih 10.957 pripadnikov sil za zaščito in reševanje. Dnevno v regiji deluje povprečno 184 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč ter številni prostovoljci raznih humanitarnih in prostovoljnih organizacij. Trenutno je najbolj pereče stanje, kjer je večje število okuženih varovancev ter zaposlenih v domovih za varstvo odraslih ob Savinji Celje, v Polzeli, Pegazov dom Rogaška Slatina, Špesov dom Vojnik in Termana Laško. V regiji je bilo v 60 dneh 11.322 okuženih z virusom COVID-19. Največ v mestni občini Celje 1799 in Velenje 1881. Najmanj tudi s smrtjo. Umrlo v bolnišnici Celje 198 oseb in Topolšici 4 osebe. Do sedaj smo v regiji namestili zdravstvenim organizacijam in domovom za varstvo odraslih ter bolnišnicam 27 zabojnikov ter 152 postelj z opremo. Preko gasilskih na 45 različnih lokacijah. Na koncu pripadnikov sil za zaščito in reševanje kot medijem. Hvala vam za vse dobre stvari, za vaš čas in nešteto vloženih ur. Hvala za vse, kar smo skupaj naredili za dobro vseh nas. Tudi v novem letu naj bo še vaš korak trden, poln ustvarjalnostnih in trenutkov ter poln energije. Želim vam mirne božične praznike ter hvala. Hvala. V celjski bolnišnici nam bo predstavil strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje, magister Franc Zišar. Izvolite. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu, vsem skupaj. Razmere v Splošni bolnišnici po praktično celem mesecu prvič opažamo števila da je trenutno nameščenih pri nas 137 pacientov. Glavni problem je seveda, da je kar 20 od teh na intenzivni terapiji. Se pravi, po enem mesecu, nekako od 17. novembra dalje, ko so te številke bile ves čas praktično preko 140, smo danes padli malo pod to. Kaj smo naredili? Zaradi tega povečanja števila obravnav v intenzivni terapiji nekako pripravljamo in bomo v tem vikendu odprli intenzivno nego s 5 posteljami na enem od COVID oddelkov, da vsaj malo razbremenimo ta pritisk na intenzivno terapijo, se pravi na tiste bolniške postelje, kjer so najbolj prizadeti pacienti na mehanski ventilaciji. Tako da številke, koliko pacientov je bilo že obravnavanih, 900 in do novega leta jaz nekako računam, da bo številka
1000 hospitaliziranih pacientov v tem drugem valu tudi do vlado na Brdu v soboto. Nekako predvidevanja epidemiologov na nacionalnem nivoju, ki niso najbolj ugodna. Govori se o tretjem valu, ki bo verjetno delno posledica prihajajočih praznikov nekako v sredini januarja. Zato grejo naši načrti že v to, da bomo še nadaljne povečevali kapacitete za COVID bolnike. V planu imamo že organizacijo tudi 5. COVID oddelka, seveda pod pogojem, v primeru, da se bo ta tretji val tudi dejansko zgodil. Nekako danes prisotnih, danes malo preko 150 postelj, imamo še namen nadgraditi s približno 30 posteljami. To še zmoremo nekako v obstoječem objektih, vse ostalo bo pa zahtevalo že precej širšo aktivnost, tudi v sodelovanju s civilno zaščito, s katerimi smo že tudi opravili nekaj razgovorov in imamo nekaj načrtov, kam lahko se še širimo, kako lahko še zagotovimo nameščanje pacientov. Res je, da smo bili v mesecu novembru zelo pod udarom naraščajočega trenda okuženih v regiji. K sreči se je to zdaj nekoliko umirilo in pravzaprav mi opažamo, da 14 dni za tem, kar se dogaja na terenu, se stvari dogajajo v Splošni bolnišnici Celje. Če malo gledamo podatke na sledilniku, potem verjetno v prihodnjem tednu lahko ugotavljamo, da se bo ta trend še nekoliko zniževal in da bo delo malo lažje, da ne bomo zjutraj gledali, kam bomo paciente, ki čakajo v urgentnem centru, sploh še lahko nameščali. K sreči se je bistveno izboljšalo tudi stanje pri naših zaposlenih. Veste, da smo poročali tudi skoraj o 200 okuženih, aktivno okuženih zdravstvenih delavcih. No, te številke so zdaj že pod 50, tako da se je pomembno število naših zdravnikov in medicinskih sester vrnilo v bolnišnico in sedaj lahko delo precej lažje organiziramo. Še vedno pa je na številnih COVID deloviščih 12-urni turnus in naši zaposleni so v službi 5, 7, 8 turnusov zaporedoma. Tako da res se v tej priložnosti čisto vsakim od njih zahvaljujem, kajti napori, ki jih vlagajo zaposleni v Splošni bolnišnici Celje, so res daleč preko tistih meja, na katere smo bili sicer navajeni. To pomeni, da pozivam tudi jaz prav vse prebivalce naše regije. Ko boste razmišljali, kaj za praznike, pozabimo na adrenalinske športe, pozabimo na petarde, tudi na običajno druženje v času božično-novoletnih praznikov. Ustvarite se svoje socialne mehurčke, ki naj bodo čim manjši, kajti to je pogoj, da tega tretjega vala, ki je tako napovedan, ne bo ali bo pa precej nižji, kot pa so nekako črni scenariji, ki govorijo celo o 30% povečanju. Tako da moj poziv gre še enkrat res vsem prebivalcem, ostanite odgovorni, kajti kapacitete zdravstvenega sistema so zelo omejene. Ob tem moram povedati, da je tudi skrb za ostale ne-COVID bolnike stalno prisotna, ampak zadnji podatki govorijo o tem, da zmoremo samo še nekako polovico običajnega hospitalnega dela, na ambulantah mogoče kak odstotek več, na diagnostiki še nekaj več. Ampak če ne bomo zagotovili vzdržnega zdravstvenega sistema za COVID paciente, bodo težave nastopile tudi pri tistih zdravstvenih problemih, ki smo jih, rečemo, pred krizo COVID reševali brez večjih težav. Tudi jaz vsem skupaj želim lepe praznike, morajo biti drugačni, pa počakajmo na cepivo, kajti ko bo cepivo, je to pravo orožje proti tej epidemiji in menim, da potem bomo lahko zaživeli drugače in čez 1 leto se bomo lahko videli, ne bomo se gledali preko videokonferenc, ampak bomo takšne stvari najprej predstavili skupaj, pa se potem lahko še tudi malo poveselili. Ampak še enkrat, čas za to zdaj ni. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Vindišar. Veseli me, da imate
tudi novice za nas in da ukrepi, ki jih svetujemo že dlje časa, res primajo in da je res potrebno biti še posebej pozoren zdaj v času popravkov, da se jih še naprej spoštljivo držimo. Kakšno je stanje v mestni občini Celje, nam bo povedal poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Celje. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani, upam, da se slišimo, tokrat iz terena. Stanje v mestni občini Celje, vsaj kar se aktivnih okužb tiče, v domovih, tako naših dveh domovih starejših občanov, kot tudi Centra za varstvo invalidov, se je izboljšalo. Vemo, da smo imeli zelo velike okužbe v enem izmed domov in tam so zdaj dejansko številke nič. Tako pri zaposlenih, kot tudi pri varovancih. Imamo še sicer okužbe v domu ob Savinji, ampak trenutno so to številke, ki jih nekako, ne bom rekel z lahkoto, ampak obvladujemo, ne? In jih obvladujejo v domovih in jih obvladujemo tudi mi kot civilna zaščita, kjer imamo nameščene svoje prostovoljce za pomoč pri njihovem delu. Kar se tiče številk aktivnih okužb na novih primerov v mestni občini Celje, se številke nekje tedensko, ko jih gledam, gibljejo na dnevni ravni med 30 in 45 v povprečju, kar je mogoče za pričakovati, mislim, čisto normalno za pričakovati, glede na to, da ima naša mestna občina slabih 50.000 prebivalcev. Imamo, kar bi posebej poudaril, no, pa smo že pri prejšnji konferenci povedali, je mestna občina Celje organizirala, se pravi, varstvo in pa pomoč pri učenju za zdravstvene delavce, zaposlene zdravstvene delavce, ki imajo otroke in so šoloobvezni oziroma v tej prvi, tako imenovani prvi triadi in poteka pouk na daljavo. Civilna zaščita je v ta namen omogočila svoje prostovoljce, ki pomagajo pri učenju oziroma pazijo te otroke vsak dan med 7. in pa 15. uro. Tako da ta del poteka z približno 25 prostovoljci, ki jih dnevno menjavamo. Imamo vključenih, trenutno mislim, da je bilo največ okoli 20, mislim, da je bila številka 20 otrok. V tem delu smo zelo aktivni. Imamo tudi na voljo prostovoljce, ki skrbijo za ranljivejše skupine prebivalstva, s tem, da moram povedati, da v tem delu so naše aktivnosti bistveno zmanjšane, kot pa so bile aktivnosti v tako imenovanem prvem valu, se pravi spomladi. Tako da na tedenski ravni oskrbimo 2 do 3 na teden gre prostovoljec do teh uporabnikov, no, kar smo imeli prej na vsakodnevni bazi, po kar nekaj uporabnikov. Predhodnika pred mano res apeliral na medije, da mogoče seveda vse svoje uporabnike, poslušalce, gledalce, bralce opozorite na to, da naj se resnično držijo teh nekih novih prazničnih dnevov, ne. Jaz sem ravno danes dopoldan, ko sem šel po malico v eno izmed večjih nakupovalnih centrov v Celje, bil prav začuden, no, ker so vozički pred mano bili resnično polni alkohola, ne, ki pa vem, da se ga ne bo popilo v tem vikendu, ki prihaja. In seveda razumljivo, da ljudje bodo praznovali te praznike in da jih poskušamo nekako v domačem vzdušju v sklopu družine preživeti, ampak resnično, no, moramo gledati na to, da teh druženj ne bo preveč, ker so, kot je že povedal dr. Vindišar, tiste črne številke resnično zaskrbljujoče in verjamem, da tisti, ki so te številke pripravljali, so temeljili na številkah, ki so že bile
in pa predvidevanjih, ki so lahko, glede na to, kako se ljudje obnašajo v času teh ukrepov. In jaz mislim, da me je zelo strah in me zelo skrbi videno danes, da bodo te številke v tam nekje drugem, tretjem tednu januarja znale biti takšne, da bo ukrepanje civilne zaščite in pa zdravstva zelo, zelo ne bom zdaj rekel na preizkušnji, ker preizkušnja je že zdaj, in jo dobro obvladujemo, ampak hočem povedati, da v tem delu, da posebni ukrepi kakšni potrebni, da bomo lahko zajezili tako. To je moje osebno mišljenje na to, kar vidim, in želim si, da tega ne bo, zaradi tega, ker zdravstvo nam res lahko počaka v smislu tega, da zdravstveni delavci ne bodo zmogli več. Mi v Mestni občini Celje, civilna zaščita je pozvala tudi naše ekipe prve pomoči, ki bodo pristopile v primeru, da bo potrebno dodatno, se pravi, pomoč v Splošni bolnišnici Celje. Toliko iz naše strani, če bo kakšno konkretno posebno vprašanje, bom pa seveda počakal in sem na voljo. Najlepša hvala, Teodor. Tudi mi se pridružujemo temu, to velja ob tem, da je zagotovljena primerna ustrezna fizična razdalja, sicer je maska na prostem še vedno potrebna. Gremo zdaj v občino Zreče, kjer je z nami župan te občine, magister Boris Podvršnik, lepo pozdravljeni. Zanima nas, kakšno je stanje v vaši občini in kako se spopadate z zajezitvijo epidemije. Izvolite. Ja, lep pozdrav prav vsem, tudi z naše strani. Ja, kar se nas tiče, torej se nekako še držimo, čeprav smo nad povprečjem Savinjske regije. Trenutno smo nekje na 1,5% pač bolnih oziroma okuženih, kar dejansko pomeni, da se pridružujemo torej nekemu grozdu sosednjih občin, ki jih tvorijo torej občine deloma iz Podravske regije in pa seveda Savinjske regije. Podobna je situacija kot v občini Konjice recimo in pa Šentjurju in tako naprej. Torej, zdaj smo nekje okrog številke, gibljemo se, okrog 100. Če pogledamo v zadnjem mesecu, smo imeli mogoče nek minimum pred kakimi 16 dnevi, ampak sedaj pa seveda nam spet malce narašča. Tako da zdaj, če pogledamo v tem mesecu, smo se dvignili od 18. novembra za tako rekoč 200%. Je pa res, da število aktivnih pa zdaj ni višje kot 33%. Torej vse skupaj smo imeli do zdaj 448 obolelih, medtem ko je seveda 347 jih že okužbo prebolelo. Zdaj, mi spremljamo tudi stanje v štabu civilne zaščite v naših največjih podjetjih. Mi smo specifika, mi imamo 4300 delovnih mest, smo mala občina, 6500 prebivalcev, kar dejansko pomeni, da se veliko ljudi k nam fura. In recimo zdaj malenkost se umirja situacija v naših podjetjih, največji je seveda Unior, ki v Zrečah zaposluje okrog 1800 ljudi. On je nekoliko zmanjšal za enih par odstotkov, zdaj število aktivnih, trenutno jih ima 27, od tega plus 12 karanteni. Na drugem mestu je naš Weiler, ki v Zrečah zaposluje okrog 400 ljudi, tam je situacija 9-3. In pa najboljši nekaj je pa GKN, ki zaposluje okrog 440 ljudi in ima trenutno aktivnih 6 in pa v karanteni 2 zaposlena. Ja, tudi jaz se pridružujem vašim mnenjem, torej, da je treba v teh časih kriznih se pač malce umiriti, držati seveda doma, omejiti te socialne stike, manj je več, tako da tudi jaz apeliram na naše občanke in občane, ne glede na to, da so zdaj malce odprte, da imamo malce več možnosti, da poskušamo seveda biti solidarni
in s tem preprečiti kolaps v bolnišnicah in predvsem zavarovati tudi najbolj ranljive populacije. Tudi sam vam želim seveda štabu in pa vsem, predvsem tudi bolnišnici Celje, čim bolj mirno in pa seveda čim bolj uspešno delo v teh kriznih razmerah, kolikor se pač največ da. Prijetne božično-novoletne praznike in predvsem srečno in zdravo v novem letu pa vsem želim. Najlepša hvala. Zdaj pa se selimo v dome starejših občanov. Danes zjutraj, ko smo imeli pogovore z vsemi predstavniki občinskih civilnih zaščit, smo slišali, da recimo v Šmarju pri Jelšah, ki je, kot veste, bila v prvem valu dom tam zelo na udaru, imajo zdaj samo 4 stanovalce okužene. Drugače pa je v Laškem, zato pozdravljam direktorica Doma starejših Laško, Janjo Podkoritnik-Kamenšek, da nam pove, kako se pri njih zdaj v tem drugem valu srečujejo z okužbami. Gospa Janja. Slišimo, izvolite. Najlepša hvala, tudi nas izjemno veseli, da omogočate stike. Beremo strokovnjake, to zelo pomaga pri demenci, verjetno ste se zaradi tega odločili za takšen pristop. In zdaj gremo še direktorica Sinekura Dom starejših občanov, Breda Božnik. Gospa Breda, kako je pri vas? Izvolite. Lepo pozdravljeni iz Sinekure Dom starejših občanov Vojnik. V bistvu tudi pri nas je situacija nas zatekla nekako z 12. oktobrom, do tega datuma pri nas nismo beležili nobene okužbe, smo pa se seveda držali vseh ukrepov, ki so bili priporočeni. Z 12. oktobrom se je pri nas pojavila prva okužba in moram reči, da ta naš prvi val smo dokaj dobro, uspešno in v hitrem času nekako sanirali. Se je pa takoj za njim pokazal oziroma pojavil pri nas pa drugi val, ki je pa nekoliko obsežnejši. V tem trenutku imamo pri nas 42 okuženih stanovalcev, ravno ta vikend jih bo ozdravelo 15. Tako da bomo s ponedeljkom že zapirali eno enoto rdeče cone, torej COVID oddelka pri nas po naše. Trenutno imamo 9 zaposlenih, ki so še okuženi in so še doma. Moram pa povedati, da je žal pa v tem času preminulo 18 COVID pozitivnih stanovalcev. Tukaj na tem mestu v bistvu bi želela izkoristiti in se zahvaliti v bistvu vsem svojim sodelavcem, ki so pravzaprav z zelo veliko požrtvovalnostjo delali v hiši, še vedno delajo. Tako kot je že kolegica omenila, naši delovniki so dolgi, zelo zahtevni, pravzaprav zelo težki. Gre namreč za izjemen organizacijski, kadrovski in tako da res na tem mestu jim iskrena hvala. Bi se zahvalila tudi lokalni civilni zaščiti in pa regijski civilni zaščiti, s katerim smo zelo dobro sodelovali, v bistvu kar se tiče predaje podatkov nenazadnje in pa tudi samih dogovorov, kar se tiče dezinfekcije naših prostorov, sob, hodnikov, posameznih oddelkov in pa hkrati tudi možnosti za nabavo kontejnerja, ki nam pravzaprav zelo, zelo prav pride. Moram reči, da smo nekako, težko je reči, smo dobro pripravljeni na okužbo. Nikoli nisi dovolj dobro pripravljen, če mene vprašate, je pa res, da smo naredili vse, da smo pripravljeni na okužbo, da smo pripravljeni na hitre spremembe, ki jih okužbe v bistvu terjajo, na hitre prilagoditve hiše, da pa se pri svojem delu v bistvu soočamo tudi z različnimi stališči svojcev, kar nam predstavlja problem, sploh pri organiziranju obiskov, pri organiziranju novih sprejemov in pa tudi pri samem prevzemu paketov. Jaz verjamem, da je tudi pri nas zadeva
hitrih porastov, večjega števila okužb, tako da sem prepričana, da do božičnih praznikov bo pravzaprav velika večina stanovalcev že ozdravljenih. Prazniki bodo drugačni, pa kljub vsemu naj bodo lepi. To vam želimo z Vojnika in vas vse skupaj lepo pozdravljam. Hvala. Najlepša hvala, gospa Breda. Prosim, mikrofon izklopi, ker si se na novo priklopil in se ti je zvočnik vklopil. Teodor, mikrofon prosim, če izklopiš, a me slišiš? Izklopi ga, moraš ga izklopiti, ker mislim, da ga še nisi izklopil. Dobili smo že nekaj vprašanj za direktorico Doma upokojencev Polzela, ki je že odgovorila, koliko je okužb, in sicer imajo pri 74 stanovalcih in 14 zaposlenih in da zdravelih in da zadnjih 3 dneh niso zabeležili okužbe. Upam, da to vsi v klepetalniku vidite. Zdaj pa imamo za gospoda Vindišarja vprašanje. Kakšna je starostna struktura hospitaliziranih v Splošni bolnišnici Celje? Gospod Vindišar, izvolite. Ja, starostna struktura, je tako, na intenzivni terapiji je bila povprečna starost prejšnjo nedeljo, mislim, da 73 let, dobrih 73 let, medtem ko je starostna struktura na navadnih oddelkih je pa nižja, se giblje tam nekaj nad 60 let. Hvala lepa, lahko se tudi prijavite k besedi. Barbara Štorl, boš poskusila, ker si mi tule zastavila vprašanje, če ga lahko zdaj ponoviš v živo. Gospe Božnik, saj jaz nisem slišala, ker je ravno takrat prekinilo, koliko ste imeli okuženih stanovalcev? 42. Hvala lepa, gremo naprej. Kdo želi še zastaviti vprašanje? Še Anja Devčman za gospoda Vindišarja. Kako poteka v bolnišnici tedensko testiranje zaposlenih? So večje težave, gospod Vindišar? Ja, mi zagotavljamo, imamo hitre antigenske teste, ki smo jih nabavili preko evidenčnega javnega naročila. Seveda je to zelo omejena količina. Trenutno imamo teh testov še približno 2000, ki jih uporabljamo tako za paciente, ki jih sprejmemo v bolnišnico, potem testiramo vse oskrbovance domov starejših občanov, ki jih vračamo nazaj v domove, ostalo pa potem še uporabljamo za testiranje. Tako da glavni limit trenutno so ti testi, tako da zagotavljamo testiranje zdravstvenih delavcev povsod tam, kjer pride do vdorov, v skladu z načrtom službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, dočim sistematičnega testiranja v takšni meri, kot je nekako bilo predvideno, še ne moremo zagotavljati. Trenutno je bilo nekaj, mislim, da okrog 80 zdravstvenih delavcev na sistematičnem delu. Je pa res, da je bilo kar precej vdorov na oddelke, tako da mislim, da je velika večina naših zaposlenih že stestiranih bilo. Hvala, morda še mogoče, da poveste, kako je v domu starejših, če izvajate teste, bi kar začeli mogoče pri gospe Janji. Hvala in še gospa Breda. Jaz moram reči, da v Vojniku hitro testiramo že kar nekaj časa, kar kmalu po prvi okužbi v hiši smo s tem hitrim testiranjem pričeli, ker nam je pač to na nek način omogočil naš lastnik iz Avstrije, tako da pri nas je to že utečena praksa in se teh testov v bistvu redno poslužujemo, tako pri zaposlenih, kakor tudi pri stanovalcih, ko iščemo tiste prve, a ne, da jih pač lahko izločimo v ustrezne cone. Najlepša hvala, to je bilo zdaj moje vprašanje. Še kakšno novinarsko vprašanje? Lahko se prijavite k besedi, napišete. Lahko vam povem, da vsaj kar se tiče Janija Melanška, bo zdaj na voljo tudi po Skypu, ker ste prejšnjič eni to prosili in ga lahko takoj zdaj posnamemo. Kot rečeno pa vam bomo celoten posnetek poslali današnje konference prek WeTransferja na vse elektronske naslove, ki jih imamo. Ni več vprašanj, se vsem zahvaljujem in res upam, da se naslednje leto srečamo v boljših okoliščinah. Epidemija, kot veste, je zdaj podaljšana, tako da zagotovo pa se še srečamo in hvala vsem, lepe praznike in kot radi rečemo, držite razdaljo, da bomo lahko še enkrat skupaj. Hvala. Srečno. Hvala, srečno tudi vam. Hvala, srečno. Srečno.